Lep pozdrav, pekel na zemlji. Verjamete ali ne, pekel na zemlji obstaja. To boste lahko slišali tudi v današnji oddaji. O tem peklu na zemlji pa bosta spregovorila današnja gostja. To sta pa Ace Arsov in pa Sebastian Ažman. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Torej, Sebastian, pekel na zemlji, sem pravilno lociral to zadevo? Ja, mislim, da ste kar pravilno se izrazil, ker to dejansko je pekel na zemlji. Ja. In zakaj pravzaprav govorimo o peklu na zemlji? Kaj se je zgodilo z vami? Ja, glejte, moja preteklost je res dokaj čudna. Že kot mladenič sem zavil v svet droge in sem šel skozi pekel na zemlji, tako kot ste rekli, da sem se te droge tudi odvadil in da danes lahko živim človeku spodobno življenje. No, rekli ste, zašlište v svet droge. Kako pravzaprav zaide človek v svet droge? Konec koncev pravimo vsi, meni se to ne more narediti in tako naprej. Kako ste se spoznali s to drogo? Ja, jaz pač sem imel že družbo, ki se je s tem že ukvarjala nekaj časa. Sicer jaz za to nisem vedel, ker en določen obdobje sem bil odsoten iz te družbe in v tem času se je ta družba moja začela ukvarjati z drogo. Jaz tega nisem vedel in ko sem se vrnil, sem točno te misli sem imel, ki ste jih vi zdaj izrazil. Meni se to ne more zgoditi. Oni se sicer s tem ukvarjajo, so moji prijatelji, lahko skupaj hodimo zvečer v diskoteko, sem tja, ampak meni se to ne more zgoditi, ker ne zastopam, zakaj oni to delajo, jaz tega nočem. In to je bilo mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat, 10krat, ampak prišlo je do tega, da sem tudi jaz želel poskusiti to, kar oni počnejo. Prišlo je do tega, da je moja tista radovednost iz mene nekako zahtevala, da jaz to probam, čeprav sem bil misli, kot ste sam rekel, saj meni to ne more nič. Enkrat probam in to je to. In tako je bilo enkrat, in tako je bilo dvakrat, saj če bom dvakrat, tudi še ne bo nič. In tudi če bom mogoče trikrat, pa ne bo nič, dokler ni to pripeljalo odvisnost. No, vendarle pa, kaj pravzaprav človeka pripravi družba do tega, bi vas vaša družba pustila, če se ne bi vdali pač tem drogam, ali kaj ste mislili, da bi se lahko z vami potem zgodilo? Ja, jaz mislim, da družba zaradi tega me ne bi zapustila, ker to smo bili le prijatelji iz rane mladosti, ampak ne vem, nisem premišljal, kaj bi se meni zgodilo, če jaz te droge ne bi probal, ampak se vam pravim, tista radovednost v meni je nekako zahtevala, da jaz to probam in v prepričanju, da me to ne bo zasvojilo, sem tudi probal. No, zelo ste mlad in pri koliko letih pa pravzaprav ste prvič se soočili s to drogo? Ja, z mehko drogo sem se soočil že pri svojih 14 letih. Seveda marihuana, cigareti, alkohol. Kar se pa trde droge tiče, se pravi heroin, je bil pa moj prvi kontakt pri 19 letih. Pri 20 sem bil pa že zasvojen. Torej, pravilo potrjuje, če enkrat poskušiš, si odvisen. Ja, skoraj 100%. In to velja pri vseh mamilih ali pač pri nekaterih pa ne? Jaz bom tako rekel. Droga, sicer mladina je mnenja, da marihuana ni trda droga in da ne povzroča, da nima posledic. In poglejte, trda droga je samo posledica tistega, kar začneš z mehko drogo. Začneš se družiti z ljudmi, ki imajo opravka s to in drugo drogo. Začneš se ukvarjati s preprodajo. Začneš se prilagajati temu družbenemu sloju. Se pravi, to je samo korak po korak, ki pripelje v trdo drogo. To je seveda moje mišljenje. Če nekako preideva še bolj daleč nazaj, torej tista čisto mladostniška leta, ste vi imeli lepo mladost ali pač ne? Ja, moja mladost v bistvu izhajam iz razbite družine. Oče in mati sta ločena. Ne bi mogel reči, da sem imel lepo mladost. In kaj pravzaprav ste občutili pri tej ločitvi staršev? Verjetno ste bili zelo razdvojeni med očeta in pa med mamo. Ja, veste, jaz vam moram povedati, ta ločitev je bila, ko sem bil še zelo majhen, tako da te ločitve se jaz ne spominjam. Lahko vam pa povem, da je prišlo pol obdobje, ko se je mati povezala z drugim moškim, se pravi z mojim očimom.
takrat so se pa začeli pojavljati problemi. Torej, takrat so se začeli pojavljati pa problemi. In kakšni problemi pravzaprav so bili vidni pri tej mladi duši, kot ste bili vi takrat? Ja, poglejte, doma je bil vedno alkohol in nasilje in to je pomenilo, da je posledično mene odvračalo, da nisem imel želje iti domov. Se pravi, jaz sem vedno iskal neke prijatelje oziroma ljudi, ki ponočujejo, ki so odzune, da bi imel družbe. Torej, prijatelje na ulici, kaj ne? Tako. Prijatelji na ulici pa vsi vemo, so pa dokaj čudni prijatelji včasih, ne? Ja, ljudje, ki ponočujejo, verjetno potem zjutraj ne grejo v službo in ne živijo nekega. Nekaj pa tudi morajo početi, da zapolnijo svoj čas. Tako je. In to je potem alkohol in pa verjetno tudi v tisto pekel, o katerem bomo danes tudi malo globje spregovorili. Verjetno. Na redu, za začetek bodi dovolj. Naj vam predstavim drugega današnjega gosta, Ace Arsov. Ace, torej lokomotiva in pa pomagati ljudem. To je taka zelo zanimiva kombinacija. Namreč strojevodsko službo, ko opravljam pri Slovenskih železnicah kot strojevodja, tam si služim kruh in upam, da bom dočakal tudi penzion nekega dne za sebe in za svojo družino. Pomagati ljudem je pa plemenito delo. In ko sem se odločil, da tem ljudem pomagam, pa nisem se odločil čez noč. To se pravi, ni prišlo kar tako. Ampak ljudi, ko so prišli, kot je danes tukaj Sebastian, on nekatere zelo dobro pozna, enostavno so prišli k meni in so rekli, ali je možno, da naredimo nekaj za te naše prijatelje, kateri so še zmeraj na ulici, kateri se še zmeraj drogirajo, kateri so še zmeraj brez doma, kateri živijo v kletnih prostorih, kateri živijo pod mostu, bi rekel, odzunaj, nekje na prostem. Seveda, s tem problemom, ko ga imajo, bodi si alkohol, bodi si droga, ampak prvenstveno je bila tukaj droga v ospredje. In ko smo se pogovarjali z ljudmi, kateri pač imeli so nekoliko več znanja in spoznanje, tudi glede pravne poti, kako naj naredimo določene stvari in ko so nam svetovali, videl sem, da dejansko je to sila preprosto, samo željo je treba imeti. In ta želja pač pri meni nikoli ni bila nekako, rekel, sila rezervirana, ampak je bolj sproščena. In če lahko tako rečem, s temi ljudmi smo se dogovorili leta 2003 in smo šli v to akcijo, da smo ustanovili društvo v Sloveniji takrat, jaz mislim, da smo bili celo prvi, kateri smo bili čisti, sami pristaši, volonteri, kateri bi delali in delamo še dan danes. In to nas je potegnilo noter ljudem pomagati. Ne, kaj bomo dobili, ne koliko bomo zaslužili, ampak pomagati ljudem, da vendar iz tega pekla pridejo. No, mislim pa, da zaslužite ravno ne veliko, pravzaprav ničesar. Jaz bom rekel, zelo sem vesel in če lahko govorimo o zaslužku, potem bi rekli tako, ko danes vidim Sebastiana, ko vidim druge ljudi, kateri so po letu, 2 ali parih mesecev prišli nazaj domov in ko so resnično njihova življenja spremenjena, bili so stran od svoje države, od svoje dežele, stran od svojega doma, stran od svojih domačih, bili so v tuji deželi, s tujimi ljudmi. A vendar imeli so en isti problem vsi, ne glede na barvo kože, ne glede na nacijo, odkot prihaja, ne glede na veroizpoved, ne glede na karkoli, bi rekel, tisto ozadje, nekje socialni položaj ali karkoli, enostavno so imeli en isti problem. Droga jih je prepeljala skupaj v tem centru in preživeli so toliko in toliko časa. In ko pridejo nazaj domov in ko so glasijo tukaj, v tej pisarni se pogovarjamo o stvarih, ko smo prvič se srečali, kakšna so bila njihove reakcije, kakšne so bile. Eni se sramujejo, kako so se obnašali takrat do mene, ali bom rekel tudi do, če recimo je Sebastian zraven ali kakorkoli že, kako so bili nesramni do nas, češ, vi nam resnično ne želite pomagati, vi želite samo od nas nekaj imeti. To dela droga. A vendar še zmeraj bi rekel, takšni kot smo, entuzijasti, ljudi polni energije, vendar v 90-ih, pa raje bom rekel 99%, poskušamo in uspemo prepričati takšne in drugačne osebe, da vendar naj odidejo in naj začnejo nekaj za sebe delati. In potem, ko pridejo nazaj stane, vam rečem, da to so nepopisane
prijetni občutki, to je nekaj, to je plačilo. To je nekaj, ki ga ne more noben denar nadomestiti. To je oseba spremenjena. Ace, skromni kot ste, dejala sva pomagati ljudem in pa Lokomotiva. Mislim pa, da je tukaj še tretja dejavnost, torej tudi vaš študij in opravljate tudi še eno plemenito delo, zato ste tudi študirali, pa mislim, da bi bilo prav, da poveste, kaj je še tista vaša tretja dejavnost. Namreč, čeprav to delo, ko ga upravljam, v evangelijski cerkvi sem pastor, sem teolog, ampak v vsakem primeru bi rekel, tudi to delo upravljam volontersko, če lahko tako rečem. To se pravi v cerkvi, bodi si pridiga, bodi si sakramente ali karkoli opravljamo v evangelijski cerkvi v Republiki Sloveniji, opravljamo ravno tako brezplačno, ravno tako z veseljem in sem, bi rekel, nekako od samega začetka, od leta 82, ko sem končal teologijo, enostavno sem z ljudmi, poslušam od izpovedi, od težavnostnih stopnji, če lahko tako rečem, bodi si v družini, bodi si v družbi, bodi si osebne težave, ko jih imajo ljudi, kakorkoli že, veste, od zmeraj sem želel ljudem pomagati. Morda je tista žilica nekako, ko nas je pripeljala tako daleč, da smo tudi ustanovili to društvo in mnoge druge stvari. A vendar, duhovniška služba je duhovniška služba, ko jo opravljam z veseljem. Strojevodska služba je opravljam z veseljem, ker tam si služim kruh za sebe in za svojo družino. Ljudem pač pomagam tudi v društvu in pomagamo v društvu, takšni kot smo in bomo še naprej pomagali. A to tudi vi ste bili mladi, tudi vi ste hodili v šole, tudi vi ste doživeli svoje življenje, kot ga doživlja mladenič. Tudi vaši prijatelji, sošolci so kdaj pogledali globoko v kozarec, mogoče pokadili cigareto. Kako ste se vi znašli v tistih letih in s to vašo družbo? Ste se ga kdaj nametali? Jaz bom rekel tako, enkrat ali dvakrat sem bil pijan. Ampak ne toliko pijan, da res nisem vedel zase. Zmeraj sem vedel s tem, da nisem mogel stati na nogah. In po pravici vam povem, 2 ure sem čakal, da me mine tista nestabilnost, da bi potem lahko odkorakal domov. Enkrat so me prijatelji prinesli, skoraj da prinesli do moje hiše, oziroma do naše hiše, takrat sem bil še skupaj s svojimi starši. In veste, toliko nerodno mi je bilo, ne vem, kako naj rečem, mojim staršem sem pokazal v takšnem stanju. Prav nerodno mi je bilo. Imel sem prijatelje, imeli smo svoj disko klub. Seveda pobirali smo vstopnino, ampak je zelo zanimivo, pobirali smo vstopnine samo od fantov, dekleta so imeli zastonj. Seveda je bilo tukaj in pijače, alkohola, cigarete. Vam rečem, čeprav sem sam kadil takrat, danes ne kadim, hvala Bogu, in tudi sam sem bil nekako v tej družbi, euforija, napetost. Ampak zmeraj sem bil nekako v tej družbi tam z mojimi prijatelji, tisti, kateri sem miril strasti. Ne vem zakaj, ampak zmeraj sem rekel, čuj, se bo uredilo, daj pusti to, napravi to in tako naprej. Morda je tisto nekje, ne vem zakaj, ampak vendar, da me je potegnilo, da ljudem vendar pomagam. Od samega začetka. Ko sem videl ljudi, kateri so enostavno, že takrat moj kolega, kateri se je zaposlil, prijatelj, moj tovariš, skupaj smo šli, ponočevali, pa ne preveč, bom rekel, raje tako. Ko sem videl, da je izgubil nekaj denarja, po neumnosti, bil sem zelo jezen in sem mu svetoval, kako da vendar svoj denar naj pridobi nazaj. Želel sem ljudem pomagati. In moja mama nekega dne, ko sem vzel ene stvari in sem rekel, to mu moram dati, ker enostavno rabi. Pravi, ti boš za svoje prijatelje tudi z glavo zgubil, sem rekel, ne bom. Mislim, da ne bom. No tako, če se povrnemo tudi k vam, Sebastijan. Prišla sva torej do tistega prvega odmerka, ko ste si ubrizgali pač to drogo v svoje telo, kaj ne da. Kakšno je bilo pravzaprav nadaljevanje? Konec koncev je bilo drogo lahko dobiti? Ja, drogo v tistih časih, ko sem jaz začel, ni bilo glih enostavno dobiti, ampak pač sem imel to nesrečo, da
sem se družil z nekim človekom, ki se je ukvarjal s preprodajo in meni je bilo zato toliko lažje priti, sem imel toliko večji dostop do tega in v bistvu tudi zastonj v samih začetkih. Kako pa napreduje ta odvisnost? Torej, vzameš drogo, kdaj pravzaprav se pojavi pa druga težnja, da jo zopet pač tudi vzameš? Ja, glejte, od začetka je to tako, ne, jaz mislim, da vsak, ki prvič poskusi drogo, sploh danes je seznanjen s tem, da recimo heroin vodi v odvisnost, da heroin ljudi pogublja, da heroin spravlja ljudi v zapore, da heroin spravlja ljudi do prevelikih odmerkov, oziroma da heroin dela veliko groznih stvari, ampak vsak si misli, sej, jaz sem toliko močnejši, jaz bom to samo enkrat in to je konc. In ko vzameš enkrat in ko se drug dan zbudiš in ko vidiš, da nimaš, tako kot ti drugi prej razlagajo, fizične krize, da ne čutiš potrebe po heroinu, da greš še vedno v službo, da izklopaš to iz glave in da živiš v bistvu življenje naprej. Pride zopet čez 3 dni ali pa 4 dni obdobje pa si misliš, vse sem normalno funkcioniral, če danes spet vzamem, pa 3-4 dni ne, se telo vmes spuca, ne. In dokler to ne prihaja do bolj pogostega jemanja, se pravi, najprej recimo mogoče vikendaši se temu reče, fantje jemljejo za vikende in dekleta tudi, in potem že med tednom mogoče, in potem po službi, in potem zvečer se dobijo v eni sobici, dokler to ne prihaja v navado vsak dan ali pa vsak drug dan. In potem je tukaj že fizična prisotnost. Dokler se eno jutro ne zbudiš in ker se ne prebudiš več z budilko, ampak se prebudiš z bolečinami v nogah, se prebudiš prepoten, preznojen, premražen, z bolečinami v želodcu, ko moraš vstati in iti na WC bruhat, dokler ne spoznaš, da se te je lotila fizična kriza po heroinu. Aha, torej, to so prvi vidiki. Bruhane bolečine v nogi, želodec in tako naprej. Nespečnost. Nespečnost in takrat veš, zdaj sem pa jaz že v začetku tistega pekla, ne? Takrat veš, da če boš vzel naslednji odmerek, se bo to v sekundi nehalo. Takrat veš. Kako pa denar? Konec koncev, droga tudi ni tako poceni. Ja, od začetka sem vam že rekel, jaz sem bil zaposlen in od začetka v bistvu potrebe so bile majhne. In od začetka mogoče smo 3-4 prijatelji mogoče potrebovali $2000 za cel večer, kar ni veliko, če pogledamo, da za $2000 tudi v diskoteko ne moreš ali nekam na kofe, na pijačo. Dokler ne pride do tega, da vsak rabi 2000 in še ni zadost. In potem pride do stopnje, da vsak rabi 5000. Vmes se pa zgodijo določene stvari. Ne moreš več v službo, ker vedno zjutraj nimaš tistega odmerka. To je pa tisto, ko se ne zbudiš več v budilki, ka ne? Ko se ne zbudiš več v budilki. No, tole si ob službo, si ob dohodek, kaj pa potem? Vendarle, ko si ob službo, takrat ne nehaš imati mamil, ampak se nadaljuje, torej nimaš pa več denarja. Kako pa pravzaprav se potem znajdete v tej zadevi? Kako ste se znašli? Ja, poglejte, jaz sem imel tudi nekaj ljudi, sorodnikov, prijateljev, znancev, vsi so me poznali kot v redu fanta, niso vedeli, kaj se z mano dogaja, obstaja določeno zaupanje, denar si je bilo zelo lahko sposoditi, imel sem tudi nekaj materialnih stvari, ki se jih je dal z lahkoto prodati in tako da v bistvu mogoče nekaj časa sem imel v glavi, sposojal si pa ne bom. To, kar imam še našparanega, to še porabim pa ali pa konc. No, ko je tega zmanjkalo, sem rekel, saj si sam še tlele sposodam, se bom vrnil, se zdajle dobim ta in ta denar, pride od tam in bom vrnil. Ko je ta denar prišel še seveda zopet za nakup droge, ni šlo za povrnitev dolgov. Potem kakšno stvar prodaš, dokler teh stvari ne zmanjka. Ja, ampak vendarle nekoč pa pride dan, ko ni prijateljev, ki bi posodili, pride dan, ko ni več dobrin, da bi jih prodali. Kako pa potem naprej? Takrat pa, nažalost, večina, 99% teh, bi rekel, že odvisnikov se zateče k kriminalu, nažalost.
začetka bolj majhne krajce, mogoče kakšen ropek, mogoče, ne vem, kakšna malenkost po trgovinah, kakšen avtoradio. V glavnem, ljudje se v 99% začnejo ukvarjati s kriminalom. Tudi tisti ostal 1% se ukvarja s kriminalom, vendar ne s krajo. Tisti 1% se odloči za preprodajo. No, kaj pa, če bi midva spregovorila o tej manjšini, torej o tem 1% ljudi, ki se zatečejo k predprodaji. Kako pa to izgleda? Ja, zdaj ne zastopam točno, kaj želite vprašati, ampak... Kako izgleda preprodaja? Kako prideš do vseh teh vez in tako naprej? Vendar je to konec koncev kaznivo, kriminalno in pa tvegano dejanje? Ja, glejte, kar ste glede vez, kar ste rekel, jaz mislim, da to, kar se teh majhnih uličnih preprodajalcev tiče, niti ni tak problem. Ker danes vemo, da na ulici lahko dobi heroin vsak osnovnošolec, vsak srednješolec, pristopi do človeka in mu proda. In če imaš malo večjo količino denarja, ne vem, za par gramov, te tudi ta ulični preprodajalec pelje do malo večjega preprodajalca in v bistvu to tako se napreduje, tako prideš do spoznanj, tako prideš do vez, tako prideš do ljudi, ki te vedno peljejo naprej, če želiš. Kar se pa tiče to, kar ste rekel, kakšni so ti preprodajalci? Jaz bi tako rekel, niso ljudje. To niso ljudje, to so narkomani, odvisniki, ki izgubijo vse humane vrednote, ki izgubijo vso moralo, ki izgubijo vsa družbena načela, zato da pridejo do določenih odmerkov, ki jih rabijo za sebe in mogoče še do kakšnega večjega zaslužka. No, zanimivo ste, dejali ste, da že več ali manj vrabci čivkajo, kje se dobi mamilo, kje se ga da kupiti in tako naprej. Kaj pa policija teh vrabcev nikjer ne sliši? Ja, jaz mislim, da policija te vrabce sliši in da policija tudi točno ve, kako ta združba deluje do določene stopne, vendar te manjše ulične preprodajalce, jaz mislim, in tudi s kriminalisti sem se o tem pogovarjal, se jim bolj splača te ljudi pustiti, ker te ljudje jih pripeljejo do malo večjih preprodajalcev in s tem pridejo oni do malo večjih, bolj zanimivih informacij. No, torej zakon ne deluje 100%. Ja. Obstaja tudi bypass tega zakona ali dodatni vod po slovensko. V redu, Aco, s kakšnimi besedami pravzaprav je prišel Sebastijan do vas? Kakšen je izgledal? Povejte, poskušajte se spomniti tistega trenutka, ko ste ga zagledali in kaj so bile tiste prve besede? Jaz bom rekel tako, Sebastijana jaz zadetega nisem videl. To je malo zanimljivo. Namreč Sebastijan je nekje v Kranju se srečal z enim mojim prijateljem in njegovim, bom rekel tako, prijateljem na ulici in mu je rekel, človek dragi, dej napravi nekaj zase. Poglej, jaz sem vendar nekaj napravil. Izzivam te, dej, pojdi napravi. In res je, Sebastijan je odpotoval takrat, jaz sem samo dobil informacije v pisarni, da je Sebastijan Ažman odpotoval. Ok. Seveda sem vesel bil za vsako osebo, ko je potovala. A je to Sebastijan, a je to, ne vem, Suzana, a je to kdorkoli že, to sploh ni važno. In nekako približno leto dni je minilo, skozi smo bili v kontaktu z njegovo mamo, smo nekako tako ohranjali stike, kako je s Sebastijanom, a kaj piše, a se kaj slišite po telefonu in tako naprej. In nekega dne, bi rekel kar tako, nenapovedano, sem ga kar videl v hotelu Astoria, tu na Bledu smo se kar srečali, pravi, jaz sem Sebastijan Ažman, sem rekel, jaz sem pa Aca. In potem smo se objeli kot stari, dobri prijatelji, čeprav pojma nismo imeli, kdo je Aco, kdo je Sebastijan. In od tega dne nekako, bom rekel, sva začutila eden in drugi, da vendar, čeprav je bil tam daleč stran v Španiji, jaz sem bil tukaj, oziroma mi smo bili tukaj, ampak poglejte, ta prijateljska vez, pomagati človeku, ne glede ali je to direktno ali je indirektno, je večje veselje kot vse drugo. In danes, ko sem ga tako spoznal fizično, kot ga danes poznam,
sem prav vesel, da imam takšnega človeka ob sebi, pa ne samo njega, tudi druge fanti in dekleta, ko so res napravili nekaj zase, ko so prišli nazaj, ko ta morda velik ali pa malenkostni trud za nas je nekaj gromozanskega, nekaj velikega. Uspelo je človeku, kateri je bil na dnu pekla, prideti normalno življenje nazaj. In ko so ga srečali policaji, s katerimi je imel težave, ali se je tako ali drugače z njimi srečal, in ko je srečal bi rekel, na sodišču, ko je imel določene stvari, nažalost, večinoma so to ljudi, kateri imajo neporavnane, bi rekel, stvari za sabo, ko so pustili tukaj, preden so odšli nekam, nekje, da bi napravili nekaj zase. In vam rečem, da to so spremembe takšne, da so ljudi presenečeni, ali je to res možno, da je ta oseba danes takšna. In ravno tukaj, ravno tukaj v tem našem društvu, ko se imenuje Dulos, ko imamo sedež ravno v tej pisarni danes, ko se pogovarjamo, to je naš moto. Poslati ga ali jo poslati, in ko pride nazaj in ko vidiš, da je še res napravil nekaj zase, stane, vam rečem, da to veselje se ne da opisati. No, pri tem vašem odgovoru sta se pojavili dve neznanki. XY, X naj bi bil odpotoval, Y pa Španija. Bi nekako zdaj razjasnili ti dve zadevi. Torej, odpotoval in pa Španija. Kaj ste s tem mislili? No, jaz bom rekel tako. Večinoma fantov in deklet, ko pridejo tukaj na razgovor, razne starostne, bi rekel, meje, ko jim ponudim, recimo, Hrvaško, recimo Slovenijo, recimo, ne vem, tukaj nekje blizu, ne čim bolj stran. Ali je to psihološko? Morda ja, morda ne. Čim bolj stran od domačega okolja, čim bolj stran od ljudi, katerih poznam. Ko me kriza, ko pride nekje, ko on bolj pozna to krizo, jaz samo govorim iz tega, kar sem slišal, ko pride kriza, lahko sem v parih urah doma, v 2 urah sem doma. Pravi, to ne smem. Če želim nekaj napraviti zase, moram bolj stran. Par tisoč kilometrov stran. Seveda, Španija je velika država. Precej, bi rekel, taka, odprta. Komune, če lahko tako rečem, komune oziroma centri, v katerim lahko naši fanti in dekleti iz Slovenije res pridejo in so sprejeti takšni, kot so z ulice, to se pravi nobenega detoksa, nobenega čiščenja, nobene priprave, nobenega zapravljanja časa, če lahko tako rečem, na tem področju, ampak takrat, ko se odloči, ga sprejme in odpotuje, Španija je odprta. Italija ravno tako. V zadnje čase smo dobili, bi rekel, Švico, dobili smo Francijo, dobili smo Portugalsko, tako da bi rekel, zdaj se kar odpira, veste, in to je najbolj pomembno. Takrat ga sprejeti takšnega, kot je, ko izrazi željo. In je seveda Sebastian odpotoval najprej v Zagreb, iz Zagreba potem s kombijem je potoval v Španijo, ker seveda kriza je bila že, bi rekel, na poti, ampak vendar je prišel oziroma je odšel, da nekaj naredi zase. In po letu dni, približno leto dni, ko se je vrnil nazaj, vam rečem, da kako je bilo v Španiji, lahko on govori, ampak pravi, da je preživel zelo lepe trenutke. No, krasno, torej, predno pridemo v Španijo. Kdaj je bil tisti moment, Sebastian, ko ste spoznali? Tukaj pa zdajle ne morem več peti naprej. Ja, lejte, tukaj je zelo, zelo čudna zgodba. Jaz sem bil eden redkih narkomanov, odvisnikov v Kranju in to me še danes kakšen spomne, ki je nažalost še vedno v izgubljenem položaju. Eden redkih, ki sem rekel vedno, jaz se zdraviti ne grem nikoli. Jaz se bom drogiral, dokler ne umrem, in to je to. Zdraviti se ne grem. In v tem prepričanju sem jaz živel. Dokler nisem prišel do položaja, ko so me starši oziroma mama ni želela več v hiši. Policija me je iskala za vsakim vogalom. Na sodišču sem imel kar zajetno kartoteko. V zaporu sem že bil. Nisem vedel, kako naprej. No, ravno takrat mi je pristopil ta mladenič, ki ga je Jaco že prej omenjal. So se srečala v Kranju in je rekel, pojdi, te povabim na en čaj. Sem rekel, grem. In so šla na en čaj in ta fant mi je začel govoriti od enega rehabilitacijskega centra v Zagrebu, kako je on tam bil, ker jaz sem ga poznal, mi da so se skupaj drogirala. Zdaj je bil pa ta oseba čist drugačna.
In on mi je govoril 1 uro skupaj od tega centra in kako je fino in kaj bi jaz vse lahko temu centru za sebe naredil. In sem rekel, daj mi telefonsko, daj mi poveš s tem centrom. In on me je dejansko povezal s tem, da mi je dal telefonsko in je rekel, poklič takrat pa takrat, pričakovali bojo tvoj klic. In takrat je tako bilo, jaz za društvo Dulo še nisem vedel. Jaz sem začel klicati v Zagreb, v ta rehabilitacijski center. Doma sem rekel, mama, a lahko kličem s telefona, ker jaz nisem imel mobitela, niti denarja, da bi s pošte klical v Zagreb ali kakorkoli. Je rekla, lahko, čeprav dvomim, da bo z tega kaj. Dokler se nisem s temi fanti vsako tedensko slišal, to je bilo vsako sredo ob 7 zvečer, točno do minutke, da sem pokazal svojo resnost. Dokler nismo prišli do točke, ko so mi rekli, dobro je, omenil si že, da nimaš za avion do Španije, ampak da v Zagrebu nočeš biti, prav kjer je prebliz, a bi ti lahko zbral 100 evrov, pa te mi s kombijem peljemo v Španijo. Sem rekel, lahko. No, takrat sem zbral 100 evrov s pomočjo Centra za socialno delo Kranj in tudi tako sem odšel v Španijo, v rehabilitacijski center, s tem, da sem moral prvo prijeti do Zagreba, na to sem šel pa s kombijem naprej. Torej, najnižja točka je takrat, ko izgubiš prijatelje, ko izgubiš svoj dom, ko te išče le policija in ko si reden gost na vseh naših sediščih. V redu. Če nadaljujemo, pot v Zagreb. Zakaj je bil Zagreb preblizu? Konec koncev, rehabilitacija v Zagrebu ali pa rehabilitacija v Španiji. Kaj je tukaj razlika? Zakaj zbežati daleč proč? Ja, mislim, da je že Aco prej omenil, da je to, mislim, da je psihološkega značaja, ker, gledajte, jaz sem probal veliko zdravljenj. In sem se zdravil tukaj v Begunjah, da bi se odvadil metadona, bil sem v Ljubljani na detoksikaciji, iskal sem pomoč v društvu UP, bil sem na Caritasu. Vedno me je ta 3 ali 4 dnevna oddaljenost od droge pripeljala do te točke, da sem vrgel puško v koruzo in zbežal nazaj na ulico, ker enostavno krize fizične nisem mogel zdržati. In vedel sem, da če grem jaz v Zagreb, da je to toliko blizu, da se da priti z vlakom, z avtobusom, na avtoštop, počakaš prvega slovenskega tovornjakarja, kokarkoli, v glavnem, v parih urah sem jaz zopet v Kranju. In vedel sem pa, da bo to po enih 3-4 dneh brez droge do te točke prišlo. Tudi možno, ja. In zato sem se odločil, da čim dalj. Ponudili so mi možnost Zagreb ali Španija, torej sem izbral Španijo. Kriza, fizična kriza. Kako pravzaprav to izgleda? Ja, vse sem že prej malo opisal, kako izgleda pri začetnikih. Kaj pa pri tistih? Ja, poglejte, pol pa pride stvar tako daleč, ko ti, tako kot sem vas se prej pogovarjala, ko ti zmanjkuje denarja in ko tudi kriminal ti več ne pomaga, ko ti ne zadošča nič, se ti večinoma odvisnikov poslužuje metadona. To je sintetični heroin, ki pomaga proti tem abstinenčnem sindromu, to je kriza, kakor mi pravimo, da tega ne bi bilo. In tega dejansko, ta sintetična droga tudi to pomaga. Ampak, ko se ti te droge navadiš, je ta abstinenčni sindrom veliko močnejši in pa daljši. In vam moram povedati, da tisto, kar sem prej omenil, bolečine v nogah, bruhanje, slabost, glavobol, nespečnost, nemirnost, paranoja, vse te stvari se podvojijo ali potrojijo. Ali pa krat 100 lahko tudi. Ja. In takrat človek pride do točke, ki ne more več. Torej, prišli ste v Španijo, prišli ste v lepo deželo, ne v Lloret de Mar, kjer se boste kopali in zgledali turista, pač pa ste prišli v rehabilitacijski center. Odprli ste vrata, prišli ste v drugo sredino med nove prijatelje, med sebi enake.
Kako ste občutili tisti prvi trenutek, ko ste odprli vrata tega rehabilitacijskega centra? Ja, glejte, jaz sem prišel po noč, tako da okrog polnoči, tako da vam moram reči, da je bilo to prav čuden, da sem jaz lahko po 2 dneh potovanja, se pravi 2 dni brez droge, zaspal. Ampak jaz sem zaspal, od vožnje utrujen, zaspal. In ko sem se zjutraj zbudil, moja pričakovanja so bila sledeča. Brezplačni center za rehabilitacijo odvisnosti od drog. Kaj to pomeni? Mogoče neka stara hiša, kjer bomo krmili živali, in to je to. In nič drugega. To je bilo moje pričakovanje. In ko sem se jaz zjutraj zbudil, prva stvar, ko sem zagledal nek nasmejan obraz, sicer ga nisem zastopil, ker je špansko govoreči, ampak videl sem, da ta človek, ki me je zbudil z nekim nasmehom. In ko sem videl, da vsi vstajajo, da moram tudi jaz ostati in iti na zajtrk in se malo urediti in tako. In ko sem jaz prišel v to jedilnico zjutraj, ko sem jaz videl fante vse nasmejane, ko sem jaz videl ljudi, ki so prihajali do mene, čeprav jih nisem zastopil, čeprav se še nikoli nismo videli, so me objemali, so se predstavljali, sicer si imen nisem zapomnil, ker to je bilo 40 imen naenkrat, ampak moram reči, da ta trenutek mi je ostal v spominu, kakor prvo vprašanje, tisti dvom, kaj ti ljudje želijo od mene. Vedno sem bil navajen na ulici, da brezplačno nisem dobil ničesar. Tukaj so mi pa brezplačno ponujali neke objeme, nasmejanost, ponudili so mi stol, kam naj se usedem, skrbeli za mene. Ko sem šel na WC, je takoj nekdo vstal in šel za mano. In resno sem bil šokiran. In ko sem šel še potem po zajtrku malo ven iz doma, ko sem jaz videl tisto urejenost, tisto higieno, tisto, ko vidiš, da so ljudje vložili eno skrb v dom, v okolico, v odnos do vsega, sem bil šokiran. Po dolgem času namesto mrtvih obrazov nasmejan obraz, to verjetno se resnično človek čudi, kaj ne da. Ja. No, se bomo potem še povrnili v ta rehabilitacijski center. Aco, kako pa odprava teh nesrečnikov, kako pravzaprav pri vas to izgleda? Najprej, če mi dovolite, Stane, bi rekel tako, ko je govoril o centrih, si nisem dovolil, recimo, da bi katerega koli nekam odposlal, da pa ne bi vedel, kam ga pošiljam. Tudi sam sem oče 3 otrok in bi rekel, bi me silno zanimalo, kam moj sin odhaja, če recimo, kam ga nekdo pošilja, kaj se bo zgodilo z njim. In potem sem odšel tudi, bi rekel tako, meni blizu, Zagreb pa Milano, obiskal sem te centre za rehabilitacijo, videl sem, kako funkcionira, kako dela in tisto, kar je Sebastian govoril, to sem na lastne oči gledal in občudoval. Pravi, to ni prišel privatnik ali podjetje ali kdorkoli, pa je napravil tlakovce, pa je uredil, ne vem, in tako naprej. To smo vse mi z našimi rokami napravili. To se pravi, to so ljudje, kateri res znajo, ker so sposobni, vendar droga jih je odpeljala stran in niso udejanili tisto, kaj so bili sposobni napraviti. Kaj se tiče pa odhoda, najbolj preprosto in enostavno, če lahko rečem, je tako. Oseba, ko se odloči, sedaj želim iti, smo pripravljeni, bi rekel, morda takoj, če rečem, morda zveni euforično, a vendar je resnično. Pokličemo telefonsko številko in vprašam enega od nadzornih, če lahko tako rečem, čuj, imamo enega človeka tukaj, enega fanta ali dekle, kam bi ga naj poslali? In ponavadi reče Barcelona, Madrid, La Coruña, ne vem, Milano, Napoli, kjerkoli že, in potem povem, čuj, imaš nekaj mest na razpolago, odloči se zdaj. In potem se dogovorimo, seveda, zmeraj pri teh sestankih, ko jih naredimo s temi odvisniki, ki želijo se zdraviti, naredimo skupaj starši, kaj je zelo pomembno, da tudi starši slišijo, kaj bi njihov sin oziroma hči odpotoval. In to do sedaj smo prakticirali in vidim, da je to dobro, starši so zadovoljni, ponavadi jim pokažemo tudi kakšne prospekte, kako izgledajo določene hiše, niso vsi enake zgrajene, ampak eni so obali, drugi so nekje v hribih in tako naprej, ampak so prijetno, bi rekel, tudi zunanostjo prijetno za oko, to se pravi, bivanje je človeško
In vam rečem, da kadar od časa do časa tudi dobijo starši, pa tudi mi tukaj v centru, dobimo tukaj v našem društvu, dobimo kakšno pismo in kakšne slike, vam rečem, mi občudujemo te stvari. To se pravi, oseba, ko se odloči, pride tukaj na razgovor in če rečem, v 10 dneh sem rekel preveč. V enem tednu lahko odpotuje. Če lahko rečem še to, rabi preiskave, to se pravi, ene stvari vendar mora nekaj napraviti zase, preiskave glede hepatitisa B, C in HIV, ki je to nekako, rekel, ustaljena praksa, ali ga ima, ali ga nima, to se pravi, ni važen, sprejeta oseba je siguren, sem dobro je, da se ve, ali ima, ali ne. Potem se priskrbi, bom rekel, finančni zalogaj, ponavadi pomagamo tako in svetujemo, da se naj obrnejo pri Centru za socialno delo ali na družbene dejavnosti svoje občine, odkot je doma. In do sedaj v 99% smo dobili podporo, bi rekel, ta finančni zalogaj, podporo občine oziroma centrih. Finančno je to bilo urejeno, odpotovala je oseba, tudi kupimo karto, avionsko, če je potrebno, tudi naš avtomobil uporabimo, da bi ga pripeljali do letališča, recimo Marko Polo v Benetkah, ali recimo Ronki Trst, ali kakorkoli že. In bi rekel, vse je v redu. Nobene stvari niso tako zakomplicirane, da se ne dajo v enem dnevu ali vsaj v 2 dneh rešiti. Dejali ste v 99% že drugič bom dejal, da me vedno zanima tisti 1%. Ta odstotek, kdaj pa pravzaprav ni bil izpolnjen, niste dobili denarja, v katerih primerih se to zgodi? Če lahko rečem tako, denar vendar je tudi v 1% bil nakazan. S tem, da ta denar je bil nakazan tej osebi, katera je še zmeraj odvisnik. In potem ta denar je spuhtel za stvari, ko ga ona ali on rabi. To se pravi, da enostavno denar je šel samo, ali so ga preusmerili. Torej zopet v drogo. Tako. Imamo primere recimo iz Ljubljane, če lahko tako rečem, oseba ne bom imenoval, namreč Center za socialno delo Šiška mu je nakazala 2-krat denar, da bi bila kupljena avionska karta za ponavadi Benetke Barcelona ali Benetke Madrid, ki je najbolj cenejša varianta, bom rekel, raje tako. In enkrat je bila kupljena karta, drugič je zapravil za nič in šele ta tretjič, ko je bilo, je rekel tako, nimam pasoša, nimam dokumentov. 3-krat so bili na centru tako naivni, da so 3-krat zapravili denar za ston. Jaz ne vem, kako ne rečem drugače. To so te 1%, ko gre denar v nasprotno smer. To se pravi, Center za socialno delo, takšen kot je, kjerkoli že v Sloveniji, ker vendar sodelujemo s Centri za socialno delo, bodi si na Gorenskem, bodi si Murski Sobot, recimo Prekmurje, ali je to Maribor, ali kjerkoli. Zmeraj so pripravljeni osebi, če izrazi željo po spremembi, so jim pripravljeni pomagati. A vendar od časa do časa, ali je nevednost, ali je preveče zaupanje, ne vem, kako bi naj rekel, tem ljudem, češ, Sebastian sam to dobro ve, od časa do časa so tako prepričljivi, da je to temu res. A vendar malo drugače. Ravno imam en primer, če lahko tako rečem, iz Kočevja me kliče en fant že skoraj da 2 tedna. Slišimo se vsak drug dan. Zdaj sem pripravljen, takoj grem. Ok, in ko mi aktiviramo, da se sestane, da se pogovori recimo s Sebastianom, da mu pove, kako se živi v centru, pravila in tako naprej, kaj je to pametno na koncu, da ne prideš, padeš noter in ne veš, kaj te čaka. Dobro je, da ve. In potem, ko se dogovarjam in pogovarjam, dobro, a to drži? Ne, sem se odločil, zdaj pa ne grem. Veste, takih primerov imamo tudi nekaj. Neodločeni. Ampak jaz mislim, da do sedaj od vseh teh oseb po letu 2 vendar so se oglasili, pravi, zdaj pa res več ne morem manipulirati, prej moram je. No, kar položili ste mi vprašanje, ki ga bom naslovil sedaj tudi na Sebastiana, torej delovanje rehabilitacijskega centra. Kako je organiziran, kako deluje, kako izgleda tisti dan rehabilitacije, en sam dan rehabilitacije v Španiji, bodi si v Italiji ali kjerkoli že. Mislim, da tukaj ni dosti razlike. Ja, preden bi vam povedal, kako deluje en dan, bi vam rad povedal splošna pravila, ki v tem centru veljajo. To je predvsem Center za rehabilitacijo odvisnosti od nedovoljenih drog in pa krščanski center, kar pomeni, da človeka poskušajo mu povrniti svoje duhovne vrednote in ga seznaniti z načinom krščanskega življenja, kar pa ni obvezno in tudi
nobenega pritiska in nobene prisile. Če človek ne želi, pač ne želi v tem sodelovati. Potem v tem centru ni nikakršnih drog, kot smo že rekli, se pravi tudi nobenih odvajal od droge, nobenih pomagal, bi temu rekel, nobenih pomirjeval, nobenih cigaret, alkohola in podobnih stvari. V tem centru živijo predvsem samo bivši odvisniki. V tem centru ni zdravnikov, ni policajev, ni redarjev, ni čistilk, ni vrtnarjev, ni kuharjev, ni pralcev, ni nikogar. Ni prisile, kaj ne? Ne, vsi so bivši odvisniki, ki delujejo na volontarskem delu, ki že nekaj časa bivajo v tem centru in sprejmejo določene odgovornosti in potem te centre vodijo. Zdaj pa, kako ta center deluje? Predvsem deluje za vsakega fanta, ki stopi v ta center, velja eno pravilo. Prvi del programa, če lahko se tako izrazim, prvi del programa veljaš kot novinec. Kar pomeni, da imaš 24 ur na dan ob sebi spremljajočo osebo, ki je za tebe in tvoja dejanja odgovorna. To pomeni, da te spremlja na vsakem koraku. Tudi ko spiš, spiš na pogradu na vrhu in tvoja odgovorna oseba spi spodaj, da ponoči ne prihaja do kakšnih težav. To je pa zaradi tega, da ne prihaja do kakšnih skrivnostnih vnosov droge v center in potem zadevanja na WC-jih in raznih stvari. No, in kako izgleda en dan? Zjutraj ponavadi vstaja se ob 7 zjutraj, na kar je seveda pospravljanje postelj in pa osebna higiena. Potem sledi zajtrk. Po zajtrku imajo fantje duhovna srečanja vsak dan. Na teh duhovnih srečanjih se bere svetopismo in se pogovarjajo o duhovnih stvarih oziroma o stvarih, o problemih, ki se nahajajo v tem centru, v tem domu. Kako rešiti določene probleme, kaj je tista spotika, kaj je tisti problem sploh in kako ga rešiti. To traja do nekje tam okrog 9 zjutraj, na kar fantje odidejo na delo. Se pravi, ukvarjajo se z raznimi dejavnostmi, predvsem prioriteta je selitveni servisi in pa trgovine z rabljenim pohištvom. Potem so tukaj še lesarske delavnice in pa seveda delo v domu. Nekdo mora kuhati, nekdo mora oprati, nekdo mora pospraviti dom, nekdo mora pripraviti določene stvari. Vedno se kaj obnavlja, dozidava. V glavnem, vsak odide za svojim delom. Okrog enih se fantje zopet zberejo v domu, ob 2 sledi kosilo, po kosilu nekaj urni počitek, tam nekje do 4, odvisno po zimi do 4, poleti malo dlje zaradi temperatur, ki v Španiji so dokaj visoke. In potem se zopet odide vsak za svojim delom, tam nekje do 7, pol 8 zvečer, na kar se fantje vrnejo v dom, sledijo družabne igre, osebna higiena, pisanje pisem, branje, pogovori, po želji. In ob 9 je večerja, po večerji, če je le vreme, temu dopušča en kratek sprehod, da se hrana poleže in potem spanec. Sebastijan, dejali ste fantje, ves čas poslušam fantje. Torej, sklepam, da so dekleta in pa fantje ločeni. Ja. Veliko domov je tudi za dekleta, vendar, tako kot ste že ugotovili, fantje in dekleta so ločeni. In tudi nimajo stikov, čeprav so nekateri bili tudi še zunaj, preden so se odločili za zdravljenje, mogoče v paru. Notri, ko v tem centru velja pravilo, da vsaj prvih pol leta naj te dva ne bi imela stikov, ker iz praksa kaže, da
v večini primerov, če se dovolili stike, se je zgodilo, da sta eden drugega nagovorila, da sta potem oba odšla. Zopet na staro pot, nažalost. In zato nekje velja pravilo pol leta, naj se ne bi slišala. Vendar teh pol leta se ne smemo držati točno za pol leta, ker to je od osebe do osebe odvisno. V koliko časa ti pokažeš neko odgovornost, neko stabilnost, neko resnost. In takrat, ko si pridobiš neko zaupanje, potem se lahko začneš pogovarjati o ugodnostih, o stvareh, ki jih želiš. Po vaših odgovorih sklepam, da so ti centri nekoliko oddaljeni od urbanih naselij. Ali so v urbanih naseljih tudi? Glejte, te centri so kar, bi rekel, v središčih mest, ali mogoče 5 minut oddaljeni od središčih mest, to pa predvsem iz razloga poslovanja. Kakor sem že omenil, prioriteta tega centra so selitveni servisi in seveda te selitve se večinoma opravljajo v mestih. Tako da pot ni dolga, so te domovi, vendar moramo pa vedeti, da ta center, če ga lahko imenujem Reto center, ni neka zelo bogata organizacija, torej si ne more izbirati hiše, ki bi jo kupila oziroma najela in izbere tisto, ki je cenejša in izbere tisto, ki je ugodnejša, pa mogoče tudi, če je malo bolj oddaljeno. Sebastian, koliko časa ste bili v Španiji, da se je lahko uradno ugotovilo, ali da ste sam tudi ugotovil, da ste pa zdaj pa čist? Ja, 13 mesecev sem bil v Španiji, s tem, da jaz sem ugotovil že pol leta, da grem lahko nazaj domov. In moje odgovorne osebe, na srečo sem se z njimi pogovarjal in sem bil odprtega tipa, tako da sem se znal izraziti in povedati tisto, kar me pesti, tako da so mi povedali, da ne, da je nevarno. Dokler nismo prišli do ene točke, ko smo bili vsi mnenja, da zdaj pa čas. No, vendar nekateri so pa tam tudi 2 do 3 leta, kaj ne? Ja. V katerih primerih so pa tako dolgo? Ja, jaz bi, ne vem, kako bi to rekel, kako bi to opredelil, samo so fantje, ki mogoče malo težje spreminjajo svoje navade, spreminjajo svoj način življenja, malo težje dojamejo, da zdaj pa nekaj treba spremeniti v življenju. In vam nažalost moram povedati, da sem bil s človekom, Italijanom, ki je bil v Reto centru že 6. leto. In po 6 letih je ta možakar ne bil sposoben odgovarjati niti za samega sebe, kaj šele za enega fanta, ki bi ga mu dodelili kot novinca v oskrbo, ker ta oseba je samo iskal priložnost, kako bi nekaj naredil po svoje. Našel cigaret na ulici, ga prižgal, se naskrivaj zatekel nekam in spil eno pivo ali pa kaj podobnega. Adsvarsov, socialne službe, sodelovanje s socialnimi službami. Menite, da so naše socialne službe dobre ali pač, da jim pa tudi nekaj manjka? V teh letih do sedaj, to se pravi 2 leti in pol, skoraj 3, namreč govorim o centrih. Socialna služba v Sloveniji je takšna, kot je. Sicer, delavci v centrih so eni bolj togi, drugi so, če lahko tako rečem, razumevajoči. In od časa do časa tudi sam s kakšno osebo odidem do strokovnega delavca ali delavko. In pojasnim problem ali težavo, ali celo povem, prosim, pomagajte, je treba to in to napraviti. Določeni centri oziroma določene strokovne delavke ali delavci pravijo, ni problema, takoj to uredimo, takrat in takrat bo denar nakazan. To je par dni. Ponekod pravi, šele naslednji mesec ali šele čez 2 meseca bo denar nakazan in potem lahko gre. Sem rekel, čujte, prepozen je čez 2 dni, ne pa čez 2 meseca. Tako da nekako bom rekel, do sedaj, hvala Bogu, do sedaj, zmeraj smo našli rešitev. Socialna služba resnično pomaga tem ljudem in jim stoji ob strani in jim plačajo na en način izredno denarno socialno pomoč, redno, in potem se to nabere, tako da vendar to ljudi dobijo, to socialno podporo, to socialno pomoč, izredno denarno pomoč, in potem iz tega kupčka denarja, če lahko tako rečem,
ne samo, da imajo za potovanje, tudi od časa do časa si kakšen kdo kupi oziroma obleče, kakšen kos oblačila, tako da s sabo nekaj vzame. Mislim, da takšna kot je ta naša služba, bi mogla biti še boljša. Zakaj se gre? Zakaj pravim še boljša? Namreč, tukaj zaenkrat se izkorišča samo ta moment, če lahko tako rečem, po zakonu, kaj pripada človeku. Izredna denarna pomoč ali redna. Tega napravijo, nekako zberejo, naenkrat se izplačajo, potem se da. Mislim, da je še zmeraj dobro. A vendar, v določenih občinah, če lahko rečem Nova Gorica, gremo na družbene dejavnosti in povemo, ta in ta oseba bi odpotovala, prej dajte eno potrdilo. Ni problema, napravimo potrdilo, da je to temu res. Občina plača vse potne stroške. Center za socialno delo nima nič s tem. To je zelo zanimivo. Kanal, to je ravno ta goriški del, ni problema. Vrtojba, ni problema. Mi tukaj v Gorenjski regiji, če lahko tako rečem, Kamnik, Celje, so te ali bi ali ne bi. Pa koliko boste dali vi, koliko bomo dali mi. Včasih je prav meni nerodno, ko opazujem in ko gledam te pregovore, nediplomatske pregovore, ko me srce boli. Ampak vendar lahko rečem, še zmeraj si v tej naši Sloveniji takšni, kot je. Ta socialna služba deluje, takšna, kot je, a vendar deluje. Lahko bi bilo samo še boljše. Ja, to tudi pričakujemo. Malce zgroženi lahko ugotavljamo, da mladostniki, ki segajo po mamilih, da se njihova leta pač žal nekoliko pomikajo proti rojstni letnici, kaj ne da. Katera je tista najmlajša oseba, ki je prišla k vam po pomoč? Sicer najmlajša oseba, ki je bila tukaj, je bila 17 let stara, oziroma star fant. Vam povem pa eno stvar, ko sem nedavno, par dni nazaj, od mojega prijatelja, ko ima svojega sina v 5. razredu, na eni od osnovnih šol tu na v Gorenjski regiji, pravi tako: oče, a veš, pravi, moj sošolec je toliko bolan, da mora vsak dan na stranišču si injekcije dajati. Potem oče pravi: kako injekcije dajati? Pravi, gremo na stranišču, pravi, tam in on si vse to napravi, pravi, in si da injekcijo in potem on ni bolan. V 5. razredu. V 5. razredu je to ostalo 10-11 let, kaj ne da? Karkoli bi zdaj mi možgani tako ne delajo, ampak vendar v 5. razredu fant se že z iglo špika. Jaz, ko sem to poslušal, sem rekel, da ti meni poveš enkrat, a si ti to od svojega sina slišal, a ti on povedal, a je to temu res, kaj ti je rekel. Pravi, to je res. In potem je bil cel kolo na tej šoli. Tako da ne govorim, kje se je to zgodilo, ne smem, ni etično, ni pošteno, a vendar se je zgodilo. To se pravi, poglejte, danes heroin je prišel v 5. razredu. Mislim, da je alarmantno stanje na tem področju. O jointih, tako imenovanih, o džolah, kakor oni se izražajo med sabo, ko se pogovarjajo, stane, mi smo zgubljeni v tem svetu. To je drugačna govorica, to je drugačno obnašanje, to so osebe, ko se pogovarjajo v svojem jeziku in včasih mi starejši pojma nimamo, za kva se gre. Vendar, to se dogaja v naši družbi, to se dogaja v naši okolici, to se dogaja v šoli, kjer hodi moj sin, vaš sin ali katerega koli. Alarmantno stanje že v osnovnih šolah. Res. Sebastian, živite pa tudi v Kranju in okolici, kjer ste tudi uživali vsa ta mamila. Veste, kje so kraji, kjer se ta mamila dobi, uživa. Vse to tudi vidite. Vidite pa tudi to alarmantno stanje. Torej, malo povejte, kaj vidite in v kakšni obliki vi vse to opazujete. Ja, moram reči, da zdaj gledam na te stvari čez drugimi očmi. Vidim fante in dekleta, kakšna pomoč potrebujejo, kakšna je stiska. Vidim, da je res alarmantno stanje, tako kot ste rekel, in velikokrat se zgodi, ko se zapeljem iz službe še v kakšno trgovino in večkrat se zgodi, da srečam kakšnega, ki smo še skupaj uživali v mamila, ki stoji pred trgovino in prosi za denar.
ali podobna stvar in ga srečam na ulici ali kakorkoli in ga ogovorim. Ker velikokrat sem že poudaril, ko me starši sprašujejo oziroma kdorkoli, kako se obnašam do teh ljudi, ki jih poznam odprej. In lahko rečem, da se jih ne izogibam, ampak jih tudi ne iščem. Torej, če se srečamo, jih ogovorim in jim ponudim pomoč. In zgodilo se je že, ko fant ni hotel od mene nič, samo tistih 100 ali 200 $, ko sem mu povedal, da mu ne dam. Da mu ne dam, da imam za njega veliko več kot 100-200 $. Imam telefonsko številko od centra, kjer mu lahko pomagajo. Ja, no vendarle pa je resnično to alarmantno stanje, torej opazite resnično toliko tistih resnično najstnikov iz osnovnih šol, ki že, kako ste dejali, jointajo, ali pa pravzaprav jemljajo tiste droge, trde droge. Ja, tako ste prej rekel, v Kranju je pač eno mesto, kjer se vsi zbirajo. In na tem mestu opažam, tako ste na žalost, kar smo že ugotovili, vedno mlajše. Vedno mlajše. In toliko mlade, da sem včasih prav presenečen. Včasih premišljujem, ne, se to ne more biti res. To je nek sin, ki čaka svojega očeta. Ali ki čaka svojo mamo. To ne more biti res, da je on tukaj s temi. To pa ne. Ampak je to res. Kar pa se tiče še mehkejših drog, kot ste rekel, jointi pa marihuana, pa vsi vemo, da je to že na skoraj vseh osnovnih šolah prisotno in nažalost vedno mlajši se tudi s tem ukvarjajo. Aco, kaj storiti? Zelo neprijetno vprašanje. Vem. A vendar kot oče in kot davkoplačevalec v tej državi bi zaprosil, bi rekel, to našo ureditev ali ljudi, kateri pač urejajo zakone, predpise, kateri z veseljem, ko prideš, saj so mi tako pravili fanti in dekleta, prideš, želiš metadon, ni problema in celo jim ga večajo, namesto da bi ga zniževali. V tej naši državi metadon lahko uživaš 10 let in ga še lahko uživaš, kaj mi ni všeč in mi ni prav. Zato, ker od mojega denarja, ko sem ga dal v tej državi, ko mi ga je vzela na konec koncev, pri vsakem proizvodu, ko sem ga kupil, sem mogel plačati davek, tudi pri plači, od tega kupujejo metadon in dajejo našim otrokom. Mislim, da ni prav. Torej jih lastna država omaga. Če mi dovolite, bi rekel samo to. V Združenih državah Amerike je ena stvar, druga je Bolgarija, bivša socialistična država, komunistična. Vendar na metadonskem programu so samo 15 dni, dokler se ne odvadi. Ker metadon je samo v narekovajih, da se odvadiš od odvisnosti, da se umakneš stran. Pri nas tega ni. Ko nekdo, imel sem tukaj razgovore, ko je nekdo omenil zdravnici ali zdravnikov, da bi rad znižal metadon, to je bilo jok in stok in kreganje in tako naprej. Upam, da govorim resnico, kajti to so mi rekli ljudi, kateri so v tej pisarni govorili svoje zgodbe, življenjske zgodbe. Mislim, da tukaj država mora nekaj napraviti. Če ne, naša mladina, takšna kot je, jutri ne vem, ali lahko rečemo mladina. To bodo samo bolane osebe, ko bodo rabili resnično pomoč zdravnika ali družbe, nas, mater in očeta. Mladina, katera ne bo sposobna za nobeno delo, katera ne bo sposobna, da normalno funkcionira, kdo bo potem v tej državi opravil nekaj, kaj je plemenitega, kaj je dobrega, kaj je poštenega. Ne govorimo o politiki ali o stvarih, ko se nas tiče osebno. Govorimo o stvarih, ko se tičejo vseh nas, kaj v tej družbi živimo. Mislim, da bi tukaj marsikaj se spremenilo. Aco, kaj ne obstajajo na osnovnih šolah, torej študirani
ljudje, ki zasedajo mesto psihologa in kaj oni ne vidijo tega, ali pa tudi konec koncev profesorji, ki se soočajo s temi učenci vsak dan, vendar le morajo videti, da učenec ali učenka ni ravno tako zbran pri pouku, kot bi moral biti. Nažalost, ta slika, taka kot ste jo opisal, Stane, je v vseh šolah vsak dan. Upam si trditi, da je to temu res, kaj govorim sedaj. Namreč, če v določenih momentih učenec celo zbruhne, bi rekel, svoj izbruh, če ne vem, kako naj rečem drugače, bi rekel, na en način, ko je nenormalen, ko se otrok v 5., 6., 7. razredu obnaša tako, kot se obnaša, in ko nekega dne pride oče ali mater, ki so poklicani, in namesto da bi ukregali svojega sina ali hčera, mu naložili eno, ne vem, kako bi rekel, stvar, da se naj popravi, ga zagovarjajo v nasprotno smer. Ne, moj sin, moja hči je vse lepo in prav. Vam rečem samo eno stvar, nedavno sem se pogovarjal z enim policajem. In pravi, enega sina smo pripeljali od enega človeka in prej po telefonu smo očeta poklicali in je prišel k nam na policijo, da bi odpeljal svojega mladoletnega sina. Pravi, vse smo bili, samo ne ljudi. Češ, njegov sin je po krivici tukaj. A dobili smo ga, tolk in tolk imel tega in tega. Prepovedane stvari. Torej so starši prezaposleni ali so slepi? Bom rekel, Stane, eno in drugo. Kombinacija, to je strašna stvar. In to ni dobro. So pa starši, kateri so preveč agresivni, če lahko tako rečem. Prej poklicali smo tudi enega očeta, kateri je prišel po svojega sina, ne A, ne B, pravi, ga je najprej oklofutal, pravi, da smo mogli najprej očeta umiriti, da potem smo se lahko pogovarjali o teh zadevah. Skrajnost. To je že skrajnost, ja. To ni pošteno in ni prav. Mislim, da vendar je treba odreagirati tako, kot je treba, se pogovoriti, ampak tem stvarem je treba prerezati, peruti, če lahko tako rečem, da se to naj ne ponavlja. Mislim, da v tej naši družbi... Najti sistem, prerezati peruti, kajti teh peruti je že toliko, da mislim, da bo to že strašno težko. Čedalje bolj. Čedalje bolj. Sebastian, takole za konec. Tista spremna beseda, torej mogoče za vse tiste mladoletnike ali pa tudi že starejše mladoletnike. Povejte, kaj je to pekel na zemlji še enkrat? Ja, kaj je pekel na zemlji, jaz mislim, da smo danes dosti povedali. To je nekaj, v bistvu, to je tista droga. Z eno besedo povedana droga. Moja sklepna misel, ki bi jo prvi povedal, in upam, da se bo dotaknila ljudi, ki bodo to gledali, to oddajo. Želim povedati, da je upanje, da je rešitev, da je izhod iz tega in da ne obupujejo. Kdorkoli ima težave pač s tem, z drogo, zasvojenostjo, naj poišče pomoč, naj se obrne na ljudi, ki obstajajo, smo tukaj zato, da pomagamo, da svetujemo, da naredimo vse, da bi se fant rešil te odvisnosti, tega pekla, kot smo rekli, in ne obupujejo, ker je rešitev. Je rešitev. Ja, hvala. A Celjcev, sklepna misel. Če mi dovolite, bi povedal to. V našem društvu, tukaj na Bledu, na Prešernovi 58, ko imamo sedež, se ne ukvarjamo in ne pomagamo in ne svetujemo samo osebam, kateri imajo probleme z drogo. Ravno tako se ukvarjamo, svetujemo in se pogovarjamo tudi v smeri pomoči osebam, kateri imajo problem z alkoholom ali s kakšno drugačno zasvojenostjo. Govorim tudi o tem, da tudi tukaj najdejo in prisluhnemo brezdomce, osebe, katere so izgubili dom iz takšnega ali drugačnega razloga. Izgubili so streho nad glavo. Tukaj je prostor, ko lahko pridejo matere, se zatečejo matere z otroci in poiščemo, kje naj varno svojim otrokom, sinom ali hčerom nadaljevali življenje. Ne bom rekel, da so tukaj samo matere, nekje tiste, kateri pač na en način so v podrejenem položaju in so nemočne. Vsaka oseba, katera je nemočna, socialni problem, brez denarja,
ne vedo, kam se naj obrnejo več. Zgubili so tisto, kar so imeli, morda še dostojanstvo jim je ostalo. Za vsakega so tukaj vrata odprta. Najdli bomo rešitev. Morda ne v momentu, ampak v najkrajšem času. Ponudimo, to imamo, to dajemo in mislim, da z tega mesta lahko rečem le to. Vsak je dobrodošel. Ne glede na svojo veroizpoved, ne glede na spol, ne glede na socialni položaj, ne glede na svojo preteklost. Če je v stiski, kakršnikoli, tukaj smo zato, da se pogovorimo. In da pomagamo. Ne samo, da se pogovorimo, ampak da pomagamo. Torej, Sebastijan Ažman in pa Ace Arso, najlepša hvala za urico prijetnega klepeta, ki ni bil le klepet, pač pa opozorilo. In pa mnogo smo izvedeli, torej tudi o tistih črnih točkah, kako hud je izhod iz teh črnih točk in koliko časa in koliko volje je pač potrebno, da se zopet ogleda sonce, torej da se zaživi normalno življenje. Prav tako pa tudi vam hvala, cenjeni gledalci, in seveda vabljeni k eni izmed naslednjih oddaj. Hvala. Hvala. Hvala, Aca.